Gremo na case številka 3. Branko in Tomaž sta tik pred tem, da končata razvoj zapletenega tehnološkega izdelka. Potrebno je samo še naporno poliranje finez in aktivna prodaja. Pri pogovoru s stranko se je Branku porodila ideja za nov izdelek, ki bi terjal leto dodatnega razvoja. Branko, ne že spet. Branko, pojdi po prvo stranko. Jaz le rekel. Ne spet novi Da izdelek. gre v prodajo. Takoj. Jaz bi ga v bistvu zelo konkretno vprašal, kaj on hoče delati, on hoče razvijati, on hoče prodajati. Ja, ok. Ampak jaz vam dam zdaj en zelo svež primer, ker sem bil zdaj dva podjetnika sta razvila eno zelo zanimivo mašino. Okay? Nekaj, ki jaz, če bi mogel staviti proti njim, bi stavil, da jim ne bo ratal. Okay? Ampak ona dva sta oba tehnološka strokovnjaka v nulo. Okay? In ona dva trenutno, ko je mašina skoraj že končana, razmišljata samo o tem, kje bi dobila denar, da bi lahko naredila verzijo 2. Ne? To je samo to. On, ker sem ga jaz spraševal, zakaj bi vzel nek denar od nekega investitorja, edini argument je bil za to, da bi jaz lahko razvil verzijo 2. Kaj narediti v tem primeru, ko imate pa podjetniško ekipo, kjer manjka v resnici one that can sell it? Kaj pa pol? Ja, prodajalca dobiti. Ja, sem kako pa to narediti? Ona dva selata, sam ne business to customers, ampak niti ne business to business, ampak sta v drugem channelu. Sta pač R&D preprodaja, ampak kar tudi ni nič narobe. Tudi tle se lahko veliki denarji obračajo, ampak vprašanje, kaj sta hotela, v začetku. Ampak očitno hočeta to. Ok, ja. Mislim, hočem reči, ni nujno, da je to narobe, odvisno od primera do primera. Zato za kakšen produkt gre, koliko široko uporabanje, koliko velik je pool customerjev, ki bi to kupovali in tako naprej. Ja, se strinjam. Ampak kaj rok v tem primeru od prvega izdelka že služite? Ne, torej enako kot je tukaj napisan. Naporno poliranje finez bi pa lahko na tej mašini že začela denar služiti. Ja, ker drugače z Dimitrijem se čisto strinjamo, da če imate pač tak pristop, da hočete zaslužiti pa iti v razvoj naslednjega, je to super, sam če se že s prvim služi. Ampak ta case je isti kot prejšen v eni temeljni zadevi in to je, da ljudje nekaj delajo za to, da sebe zadovoljijo, da so srečni in v resnici ne služijo drugim, ne služijo strankam konkretno. Če bi služila strankam, bi hotela to prodati. Ja, v prejšnjem primeru je bil bolj fokus na financiranje, tle pa na razvoj. Ja, ampak so spet delali portal za sebe očitno, ne za druge, drugače bi ga lansirali. No, jaz bi tudi mogoče dodal, se z Rokom strinjam, se pravi, se slišimo? Ja, slišimo. Ja. Miha, mislim, da je bil prvi primer, tisti, ko je počeno srce, navezan na svoj proizvod, on je to nekaj naredil, razvil, skrb sestavil, ne vem kaj, in pol ugotovi, da ni edini in prvi in sploh boli, In tukaj je podobno, v bistvu so vsi, in to je večina teh startupov, ali nekaj razvijajo, skratka, oni se ne vprašajo, kaj ljudje potrebujejo, gremo jim to narediti, ker načeloma je to tudi v končni fazi lahko z napačne strani štart, Štartati moraš zato, da sploh uživaš v tem, da je na začetku funky biznis, da ne pregoriš že v sami ideji, da sploh tisti brainstorming spraviš, ti mora biti tista stvar, ki jo boš potencialno trgu ponudil blizu. Najprej jasno si moraš reči, jaz bi to imel, se pravi uporabljal in poljo greš narediti. In seveda, tukaj imate oba in Brankom, oziroma Tomaž in Miha isti problema. Zakrčeni so v tej ideji, da oni zdaj tega otroka imajo in ga negujejo in bi radi še boljšega in tako naprej. Absolutno pa ne razmišljajo že o tem, zdaj pa dajmo tržne kanale, opcije, ne vem, kjer je vse prodajanje in tako naprej. Tukaj pa je mogoče res rabijo tega mentorja, kaj ti praviš, helikopterski pogled, malo se umer, zdaj si zakuril toliko in to keša, imaš to pa to stopno razvoja, a je trg pripravljen to požreti, začni prodajati, potem boš te prodaje financiral drug razvoj in tako naprej. Vse jasno, tukaj so samo te krči, ki jih jaz vidim kot mentor, ki jih moraš ponavadi odpravljati. Malo ga moraš urediti v drugo smer. Super. Še kakšen pogled tukaj? Jaz bi tle dodal, jaz jih pa vprašam, kaj je cilj. Zdaj, če je cilj razvijati, pa se imeti fajn, pol je okej.
če pa se hoče narediti firma, ne vem, zdaj, ko sem imel ene ki hočejo 200 jurjev prometa ali pa 100, pa se drugače dela. Če hočemo milijon, pa čisto drugače. Pa odvisno na to, kaj oni rečejo, kaj hočejo, pa jim pa tle pač dajem support. Kaj je njihov cilj. Tlele se jih ne vidi direkt noter, so pa pač pa vprašaš. Tole mi je zelo pomemben pogled, ki je po mojem za mentorja zelo pomemben razumeti, kaj podjetniki pravzaprav hočejo. Se to je bilo zdaj slišati iz vseh teh komentarjev. Se pravi, držati jih v njihovem, torej pogledati njihovo začrtano smer in jo potem ustrezno slediti. Ja, verjetno pa samo denarja burnati nobeden nima čist cilj. Jaz sem pa tle eno drugo vprašanje. Kaj pa če recimo podjetnik čist brez ciljev, pa da sploh nima definiranega še tega, kaj pa v takem primeru? Ok, mu znak da odgovoriti. Ja, mu pomagaš te cilje definirati. Jordan, da ne bomo več naenkrat. Mu pomagaš te cilje definirati kot mentor. Jaz mislim, da v primeru, ki smo ga zdaj diskutirali, je ključna stvar, da priješ pred njega, rečeš, dragi moji, vi nimate izdelane finančne strategije. Verjetno nimajo tudi resnega poslovnega načrta. In v takšnem primeru seveda jim je treba razložiti možne scenarije. Recimo po Sloveniji kroži kar ena velika vrsta, bi rekel, tujcev, strokovnjakov, ki vam pomagajo vstopiti na tuje trge. To so Angleži in tako naprej, sam sem jih kar nekaj spoznal. In dejansko je dobro predstaviti kakšnega takšnega strokovnjaka, bi rekel, tovrstno v podjetju, ki želi lansirati tehnologijo predvsem na tuje trge. Ker vemo, smo bili vzgojeni bolj lokalno, regionalno, gledamo zelo ozko, nismo rojeni v Ameriki, kjer znajo vsi global thinking, ampak jaz mislim, da je treba odpreti mu nove dimenzije, predvsem pa ga malo skritizirati, da če nima finančne strategije izdelane za naslednje 3 leta, se mu slabo piše. In da dejansko tudi poskušamo mu pomagati nekoga, ki bi mu, bi rekel, na tem področju pomagal, poleg mentorstva. Jaz smo tukaj malo drugačen pogled, Rok govori. Malo tako gledam iz otroških športnih dni, veste, fuzbal pa košarka ali pa kaj takega. Je bilo sorazmerno veliko otrok, ampak vendarle trener se je ukvarjal samo s peščico. Pri teh športih, ki niso zahtevali dosti znanja. S katero peščico? S tisto, ki so eni so pač kazali nadarjenost, pa s tistimi, ki so hoteli. Se pravi, s tistimi, ki so res vedeli, kva hočejo, ki so rinili naprej. Zato, ker sem razgledal v svojih izkušnjah in me govorila, da samo s tistimi se bo dal nekaj narediti. Vsi ostali so pa pač rekreacija in bojo odpadli. Nima smisla vlagati v njih. Jaz na to tako gledam. Če pride nekdo, pa nima ciljev, a bomo zdaj, a moramo mi res vse rešiti, a moramo mi res svet rešiti? A ni boljše reči, kolega, ti sploh ne veš, kaj bi rad v življenju. Mogoče pa ni podjetništvo v tej fazi ta prava stvar za tebe, če sploh ne veš, kaj rad bi. Tudi to je mentoriranje, ker v bistvu, če se pogovarjamo o tem, da ne svetujemo samo podjetjem oziroma ekipam, svetujemo tudi posameznikom, se pravi tle nekim obranku. Recimo v tem konkretnem primeru je tudi lahko rešitev to, da če bo on ugotovil, mogoče pa zdaj ni podjetništvo, ampak razvoj in namesto, da se za to naredi podjetje, če ne bo mogel samo razvoja prodajati, da se raje vključi kakšno, ne vem, ekipo v kakšen IBM ali kako vem, ki so ti razvojni laboratoriji, mogoče tudi to je konec koncev mentoriranje. A lahko sam nekaj? Jaz mislim, da je tole past, v katero se ogromno strokovnjakov jame, ko grejo na svoje. Tistih, ki so strokovnjaki z nekega tehničnega vidika ali pa pač strokovnjaki izvajalci, in oni v bistvu niso nikoli niti prišli v stik s tem, da je potrebno stranko drugače pogledati, da je potrebno v bistvu tudi prodajne cilje si dati, ne samo razvojne. Jaz mislim, da ljudje imajo neke razvojne cilje, ampak nimajo pa prodajnih ciljev. In ne moramo reči povprek, da nimajo ciljev. Samo malo razmejiti to, da bojo oni videli točno te 3 vloge v podjetju, ki so, da bojo razumeli, kako podjetje sploh lahko funkcionira.
Super, zelo všeč pogled. Ja, še kakšen? Cool. Ja, jaz sem še enega, pa ful pozdravljam Edija iz EKVB-ja, ki sem ful vesela, da je dosti Davide klical in ful super, da sodeluješ. Tako da ne, veš kaj sem pa jaz v bistvu razmišljala zdajle? Pri mnogih je tako, a veš, mi Slovani smo nagnjeni k temu, da se skozi dela. In če pač pojmuješ, da je tvoje primarno delo to, da nekaj v razvoju delaš, si kind of ujet v tem mentaliteti, da moraš stalno nekaj tazga delati. In jaz, ko pač pri vseh, ki imajo ta svoj, mislim, delovni gnev in kar lansiranje produkta za produkta, brez tega, da bi se iz prejšnjega produkta sploh nekaj naučili, vedno pač dam to vajo what does success look like, a ne? Beremo Measure What Matters, postavimo OKR-e, napišemo pač tako cilje, kakšne stvari hočemo doseči s posameznim lansiranjem, s posameznim produktom. In to je ena taka stvarca, ki ti da v resnici en zelo dober perspektiv pa reminder, da nisi sam tisti tehnični strokovnjak, ampak da si tudi podjetnik. Pol je pa tudi, če gremo nazaj k otroškim športom, a ne, vsak je najbolj vesel tistega, kako definiramo uspeh. A je uspeh to, da pač tisto lansiramo in da napišemo 2 blog posta okrog tem in pol molimo, da se bo kaj dobrega naredilo, a imamo pač bolj ustrojeno mašino na tem področju. Tako da, tlele, mislim, vsaj pri tehničnih ekipah se zelo pogosto, preden se začnemo ta zadevo, pač ok, to novo stvar, da je v backlog, ful dobro, da si to spomnil, samo da en korak nazaj, pa se pogovarjamo o tem, what does success look like za tole trenutno zadevo, ki jo imaš v bistvu na dlani. Super. Ja. Še kakšen pogled? Še jaz en komentar. Ja. Jaz pa mislim, da pri tem case Tomaž pa Branko je ena ključnih stvari takoj na začetku to, da se vprašamo, iz kje know-how sploh izhaja. Ta case je, pač kakor je napisan, čisti B2B prodajni produkt. Običajno so taki, rečemo tak know-how razvija na dveh poljih. En je bodisi v industriji kot neka nadgradnja nečesa, lahko je pa znotraj univerz oziroma fakultet. In če sta se onadva zdaj to lotila znotraj univerze / fakultete, so to običajno ljudje, ki niso podjetniško naravnani. Pa ne zato, ker ne bi hoteli biti, ampak zato, ker ne znajo biti. Kar pomeni, da tukaj vloga mentorja to, da jim bodisi pomaga začeti stopati na podjetniško pot, jih usmeriti, jih voditi, kaj sploh dejansko kako se morate obračati, vkolikor je pa to del nekega tehnološkega razvoja znotraj že obstoječe, rečemo podjetja, firme, kakorkoli, je pa potem samo stvar, oni to sploh želijo prodajati, je njihov cilj res dober development, pa jim pomagaš potem prodati IP. Teh caseov je milijone v Sloveniji, ker smo pa zelo razvojno naravnani, ampak le je treba izvora sploh tega znanja določiti in potem še lahko rešujemo kakršnekoli korake naprej. Super, ja, se strinjam. Še kaj? Še kdo? Ne? Ok. Se pravi, ja, tipičen slovenski case, ne se strinjamo, vsi se boste z njim soočili tako ali drugače, ali pa ste se že, ne, ker vas je veliko izkušenih tukaj. Tukaj en velik izziv, ki se zgodi, je, če recimo na okviru kakšnega od teh razpisov postaneš mentor, kjer je lahko past za mentorje, če hočete, postaneš mentor ekipi, za katero ugotoviš, da se je prijavila samo zato, ker želi dobiti nov denar za nadaljevanje razvijanja produkta. Okay? Meni se je to že zgodilo, ker se s časom pol dobiš malo, zaznaš, zakaj se gre, pa se s kakšnimi raj ne ukvarjaš, ne? Ampak lahko se vam zgodi, da dobite, z nekom začnete proces mentoriranja, imate predvidenih 10 mentorskih ur, hkrati pa ugotovite, da niti slučajno ni kakršnega koli interesa mentorskega procesa se iti, ampak so samo hoče to zato, da dobijo kljukico, zato da bojo lahko nadaljevali s svojim razvojem. In tukaj pridete v zoprno vlogo, ne, ki jo mora pač razčiščevati vsak sam. Ne. Jaz mislim, da sem bil eden izmed redkih mentorjev na SPS-u, ker nisem hotel pokuriti vseh ur v določenih primerov. Ne. Pa so me pol gledali, kakšne probleme delam to iz vidika financiranja in tako naprej. Ne. Ker lahko postane, če nekdo se noče razvijati naprej na določenem področju, pol lahko hitro priješ do tega, da nimaš z njim več karkoli početi. Sej bomo še v nadaljevanju par takih primerov šli čez, pa bomo predebatirali. Se pravi, jaz imam en komentar in meni je to tako podobno tem našim mladim raziskovalcem, ki porabijo 100.000 evrov v tistih 4 letih denarja. Res, samo zato, mislim, sigurno so nekateri, ki uspejo, ampak
tukaj se mi zdi res en velik problem, da zadeva gre čisto preveč to, da samo nekaj študirajo, da študirajo, nekaj testirajo, da lahko testirajo, preveč premalo podjetniško naravnano in čisto preveč naravnano v akademske zadeve. Kratko, samo to sem hotel povedati. Ja, se strinjam. Okay, se pravi, ta vloga, ki sem jo zdajle jo imenujem kompas, ne? Se pravi, podjetniški mentor je kompas, ne? Se trudi podjetniku držati smer. Zdaj, kakšna ta smer je, se pa lahko zmenita s podjetnikom skupaj. Meni je bilo všeč, kar je Damir rekel, da je to odvisno od tipa človeka in tako naprej, samo fino je pa, da se neke smeri držiš, ker če ne, pač ponovadi skreneš. Ne?